pridemo pogledati rusko dačo, v kateri se zadnje čase kar nekaj govori. Mislim, vse, kar sem slišal, je bilo dobro. Tako da me zelo veseli, da bomo to lahko pogledali na svoje oči, pa se prepričali, kaj to pomeni za turistično ponudbo v končni fazi ne samo Ljubljane, ampak tudi Slovenije. Pričakovali smo sicer 16 ljudi, jaz sem hitro preštel, mislim, da nas je 12. Če sem prav sešteval, mogoče bo še kdo prišel, pa se bo potem kasneje pridružil. Dva sta se upravičila, no kakorkoli. Jaz sem že prej malo zašalal, malo zares sem rekel, da protokol je, da si mahamo oddaleč. Mogoče, če je koga to zmotilo, ampak v glavnem mislim, da bomo pustili zmotiti z upoštevanjem vseh preventivnih dejanj, ki nam jih pač sporočajo stalno, in mislim, da ni nobenega razloga, da danes ne bi tukaj imeli enega lepega ogleda in odnesli s sabo lepih spominov in ne nazadnje lepih zapisov v naših medijih, kakršnikoli že so. Hvala, zdaj si že skoraj vse povedal. Jaz bi vas še enkrat tudi res lepo pozdravila na Ruski dači. Veseli smo, da vas gostimo, tudi da vas naša lokacija in dača zanimajo. Z nekaterimi se poznamo, moje ime še enkrat je Jana Kobalj. Jaz sem vodja in organizatorka dogodkov na dači. Zdaj, naša vila ponuja zgodovino, ponuja doživetje zgodovine, kulture in kulinarike. Ta dogodek, ki smo ga danes pripravili za vas, bo vseboval vse to in še nekaj. Nekako druženje smo predvidevali tam do 7:30. Tako da najprej vas bo na ogled vile popeljal lastnik Ruske dače in direktor podjetja Ruska dača turizem dr. Aleš Musar. S Darinko ste se že tudi vsi spoznali, Darinka Pavlič-Kamjen, naša vodja odnosov z javnostmi, ona vam je na voljo za vse informacije. Po ogledu vile vas bomo popeljali še v naš paviljon, kjer vas bo pa tudi še sprejela naša vodja potovanj, Damjana, tako da Ruska dača organizira tudi potovanja, seveda, ne. Zakaj vas pa danes tu sprejemam jaz, pravzaprav na mesto Darinke, ki je na nekaj vaša veza, namreč jaz v posebnih priložnostih prevzemam tudi vlogo žene gospoda Petriča, Marija Petrič sem, torej žene gospoda Petriča, ki je bil lastnik Ruske dače v letih 1907 do 1915, okrog njegove družine v bistvu tudi nekaj počpleja. Zdaj, jaz mislim, da malo smo že poklepetali, jaz bi vas kar prepustila Alešu. Jana. Pozdravljeni, dobrodošli na Ruski dači. Tak krasen dan je, da lahko verjetno začnemo kar tukaj zunaj, da rečem, uvodnim delom o tem, kar se vidi, ko enkrat stojite pred dačo. To je hiša, ki je bila originalno postavljena nekje okrog leta 1880. In graditelji originalni so bile lokalna družina Černe, so se pisali prav iz Gamelj. To so nas naučili domačini, skoraj ta prva stvar, da se ne reče iz Gameljen, ampak se reče iz Gamelj, če zadevo potem sklanete. Ampak je gospe Černe, potem ko je udovela in je ostala sama s 3 sinovi, očitno zadeva postala nekoliko predraga in jo je leta 1907 prodala, kot je Jana že povedala, gospodu Francu Petriču. Franc Petrič je bil zanimiv človek. Do leta 1907, ko je bil star blizu 40 let, si je že ustvaril kar solidno premoženje. Na 2 načina si ga je ustvaril, ene z dobrimi posli. Pridobil je zastopstvo Puntigamske pivovarne iz Graca za celo deželo Kranjsko in to mu je nosilo, je v enem članku kasneje pisalo, okrog 2000 kron na mesec, čisto. Zdaj, če bi to prevedli v današnje evre, bi to pomenili nekje okrog 10 000 evrov čistega, pa za 10 000 evrov se takrat razmerja so bila nekoliko drugačna. Veliko ljudi je lahko zaposlil za ta denar. Druga poteza, s katero je tudi pripomogla k podobnemu življenju, pa da se bogato poroča. Z gospo Marijo, ki je imela pol velčo lasti. Tako da sta leta 1907, očitno z Marijo, do takrat sem imela že 4 otroke, 2 hčerke in 2 sina, sta kupila to zgradbo tukaj za ta boljš, za pokazati se.
Namreč stanovanje so imeli v centru Ljubljane, tam, kjer je današnja Mačkova, njihovo skladišče piva je bilo na današnji Gosposvetski ulici. Tole je bilo pa točno to, kar ime pove dača, je namreč primestno bivališče, počitniško bivališče na nek način. Originalne dače v Rusiji so v resnici nastale že nekaj prej kot plemiški dvorci, ker je Peter Veliki dal iz glagola dat, pride beseda dača, svojim privržencem okrog St. Peterburga posesti. Ampak v 19. stoletju, ko so meščani, trgovci postajali bogatejši, so se tudi oni začeli delati predvsem take letne rezidence okrog velikih mest. Recimo kot Moskov je okrog St. Peterburga, v vsakem mestu imate neko generacijo meščanskih dač. Vedenje o tem, da v Rusiji obstajajo take lepo podeželske hiše, je v te kraje prišlo enkrat konec 19. stoletja, namreč profesor Bogataj, s katerim sodelujemo na nekaterih stvareh, je povedal, da je leta 1895 v Pragi bila panslovanska razstava. Takrat so tja pripeljali vse, kar so slovanske dežele lepega delale, med drugim tudi kar nekaj hiš, ki so jih na licu mesta sestavili. Ena izmed njih je celo našla pot potem v Novo mesto, tista je Češka, sicer po poreklu, ampak takrat so te slovanski stili postali tukaj znani. In očitno si je gospod Petrič, ko je leta 1907 kupil in potem dal prezidati tole hišo, zaželel, da naj bo v ruskem stilu. Tako da te stvari, ki tole delajo za rusko dačo, so dejansko iz njegovega časa. Iz leta 1908, v tem letu približno je ta obnova bila zaključena. Vemo potem, ker je leta 1908 se pojavil nov zapis v zemljiški knjigi, kjer je hiša uradno postala vila. Predtem je bila predhodni zapis je bil samo o spremembi lastništva, leta 1908 pa vila. Zdaj, da je to res ruski stil, ali pa da je vsaj veljalo za ruski stil, lahko vidimo v bližini, zdaj malo težje vidimo, v Italiji. Namreč car Nikolaj II. Je leta 1909 obiskal Italijo in italijanski kralj je dal njemu v čast v parku Palače v Torinu zgraditi en paviljon, hiško, ki se imenuje La Dača Rusa. Še danes se lahko vidite in če pogledate njeno fotografijo tako na hitro, je zelo podobno. Dolgi balkoni, položni nadstreški nad njimi, samo da je tista zgrajena v kamnu, tale je v lesu in je v tem smislu nekoliko bolj ruska. No in v tem obdobju, torej 1908, pa potem, dokler so Petriči to imeli v lasti, je dača imela tisto svojo zlato dobo in čist drug način bivanja je bil tukaj kot prej in potem. Bila je, se pravi, podeželska rezidenca na nek način, vikend, če hočete, bogate meščanske družine. In Petrič se je rad pokazal v rumenem tisku svojega časa, je kar nastopal. Gospod Petrič je daroval 20 kron za slovensko matico, pa gospod Petrič je daroval 50 kron za nekaj drugega dobrodelnega, ampak ni imel samih prijateljev po časopisih. Je pisalo tudi gospod Petrič se samo dela, da je liberalc, v resnici je pa klerikalc, in je zlorabil službeno vozilo, zato da je vozil klerikalnega kandidata agitirati po Beli krajini. Kar je bila velika stvar takrat, ker je bilo v celi deželi Kranjski okrog 60 avtomobilov vsega skupaj, in Potiljapska pivovarna mu je dala enega na razpolago. In en tak tudi nekoliko privošljiv zapis je bil, ko je bilo eno sojenje v Gracu gospodu Fonovicu, ki je poskušal organizirati bordel v Ljubljani, se je izkazalo pismo gospoda Petriča, v katerem je predlagal, da bi klerikalna stranka sodelovala pri ustanovitvi bordela, ker to je pa tako dober posel, da ga ni za spustiti za rok. No in potem je prišlo pa leto 1915, takrat je Italija že stopila v Prvo svetovno vojno, Ljubljana je postala v bistvu frontno zaledje, ko se je odprla Soška fronta in so tukaj veljali nekoliko drugačni zakoni. In je bil gospod Petrič, je pisal septembra 1915 areteran, ker so ga osumili, da je izdajal vojaško skrivnost Italijanom. Potem je bilo pa premoženje najprej zamrznjeno, ko je bil pa obsojen na smrt, zaradi vohunjenja so mu pa premoženje odvzeli. Se je sicer pritožil, v pritožbenem postopku so mu v 2 dneh kazen iz smrti z obešanjem spremenili v smrt z ustrelitvijo in ga potem dejansko ustrelili na Suhem Bajerju v Ljubljani. Takrat je država zaplenila hišo, gospa Petrič je na hišo vpisala zemljiški dolg, tako da je niso mogli kar tako prodati.
Tudi to se zveni nekam znano. In je bila potem dača nekaj časa oddajana po leto ali pa dve. Leta 19 je sicer bil Petrič rehabilitiran, družina je dobila nazaj odškodnino, niso pa nikoli več se vrnili sem. In od takrat, se pravi od leta 1915 dalje, je dača spet živela neko normalno, da rečem, življenje stanovanjske hiše, najprej z nekaj najemniki, celo eni Rusi so bili vmes. Potem so si pa tri družine so se zvrstile skozi skoraj 80 let, dokaj ni zadnja, družina Bergant, ki so naši sosedje tamle, pred 15 leti, no, prodala hišo enim nekoliko nesrečnim podjetjem, ko so šla potem v stečaj. In čeprav je bila hiša leta 2011 razglašena za kulturni spomenik, je to pač ni pomagalo, ker so jo takratni lastniki pustili propadati. In leta 16 je prišla na dražbo, leta 16, konec leta 16 sem jo kupil in je zdaj v lasti družbe Ruska dača, ki je to hišo tudi obnovila. In vezano na ta proces obnove je nekaj, kar je danes ekskluzivno, jutri pa ne bo več, Darunka, ker bomo to dali kot sporočilo za javnost, vi ga pa dobite en dan prej, mislim, da vas čaka potem tudi natisnjeno. Ko je bila dača prodana, oziroma že daleč pred tem, je Inšpektorat za kulturo in medije izdal odločbo, da so potrebna nujna obnovitvena dela. Takrat je namreč bila res v slabem stanju. Streha se je usedala, polnila je balkone s svojo težo, tako da je bilo kar precejšnje nevarnosti, da se bo zrušilo. Ampak seveda, to so izdali lastnikom, ki so bili v stečaju in se ni zgodilo nič. Tako da, ko je konec leta bila dača kupljena, smo z dačo vred dobili še to odločbo zraven. In tukaj lahko rečem najprej, da je inšpektorat absolutno zelo korektno postopal. Ko so ugotovili, da je v začetku leta 17 bila sprememba v zemljiški knjigi, so poklicali in povedali, da če slučajno ne veste, klele je odločba, ki pravi, da je treba zelo hitro vse tole zritati. Ampak takrat sem že lahko rekel, da že delamo skupaj z Zavodom za spomeniško varstvo, ki je izdalo najprej smernice, pa pač cel proces, kulturno-varstvene pogoje, ki pove grobo, kaj je treba delati. In je potem inšpektorat to predal nadzor nad celotno uresničitvijo odločbe, se pravi nad vsemi popravili, ki se morajo zgoditi dejansko naši odgovorni konzervatorji. Proces, če se hočeš lotiti kulturnega spomenika tako, kot je treba, gre namreč tako, da najprej dobite pogoje, potem je treba narediti konzervatorski načrt. Konzervatorski načrt pomeni, da imate strokovnjaka, skupino strokovnjakov, ki gredo skozi objekt in vsako površino sondirajo, tako da se ugotovijo vse plasti, ki so kdajkoli bile nanešene. Tukaj je zelo veliko različnih površin in zelo veliko različnih plasti. Na zunanji strani jih je, mislim, 6 do 8, odvisno kaj pogledate. Na notranji strani v eni sobi smo imeli 15 plasti barv. Cilj namreč je bil ugotoviti, kakšna je bila dača v tistem obdobju, zaradi katerega je postala kulturni spomenik. To je bilo pa leto 1908. In leto 1908 je tisto, torej stanje v letu 1908 je tisto, ki smo ga zasledovali pri obnovi. Zdaj lahko s absolutno gotovostjo zatrdim, da to, kar vidite tule zunaj, so barve ruske dače, kakršne so bile leta 1908. So materiali, kakršni so bili, in kdor je bil navajen se voziti tukaj mimo in gledati rdečo streho, ja, ta zadnjih 50 let je bila streha opečna, in teža te strehe je bila eden od problemov, zaradi katere se je ostrešje posedalo, ampak originalna je bila iz vlakna betona, iz eternita, svetlo-sivga, to se vidi lepo na razglednicah iz tistega časa in danes je spet. Tako da, kar se tiče zunanjosti, absolutno stojimo za tem, kar se tule vidi. Tole je dača iz leta 1908. Ampak seveda les, ki je bil tukaj, je pa zahteval kar nekaj dela. V tem času in zaradi zanemarjanja so bili določeni kosi v precej slabem stanju in ko je enkrat bil konzervatorski načrt narejen in odobren na zavodu, je bilo treba seveda najti nekoga, ki se bo tega lotil. Tudi tega mora odobriti Zavod za varstvo kulturne dediščine. Mi smo imeli kar lepo srečo, da smo izbrali podjetje Gnom, to je tisto, ki je delalo med drugim tudi lesene dele na Švicariji in so izjemni, kar se tiče obnove. In prva stvar, ki so jo naredili, je bila, da so z dvojnim odrom podprli streho, zato da so lahko razmontirali vse balkone in jih odpeljali v delavnice.
in kos po kos pregledali, ali se ga da obnoviti, ali ga je treba zamenjati. In potem, ko so bili vsi balkoni najprej odmontirani, se pravi, vsa ta lesena konstrukcija do strehe, je sledila lesena fasada v prvem nadstropju. Spet vsak kos je bil označen, kar hec potem gledati, kako so jo nazaj zlagali z debelo v Excelu na svoja mesta, ker je, če dobro pogledate, boste videli, da ni popolne simetrije nikjer. Vsak kos, ki je moral biti nadomeščen z novim, je moral biti narejen kot natančna kopija tistega predkota. In seveda tam, kjer mora kos nositi kakšno težo, so morali pač malo bolj restriktivno pogledati, ampak med 70 in 80% lesa, ki je zdaj na dači, je originalno. Samo 20 do 30% ga je bilo treba zamenjati. Nosilci balkonov so sicer v glavnem zamenjani, ravno zaradi tega, ker pač nosijo težo, ampak recimo križi na balkonih v zgornjem nastopju so vsi originalni. Fasadna obloga, v glavnem je zamenjena bila samo spodnje polbruno, medtem ko so vsa ostala originalna, dana nazaj na svoje mesto. Obrobe, okna, polkna so bila razmontirana do zadnjega koščka kovine in lesa, vsak posebej izčiščen in potem sestavljen nazaj. To je kar veliko delo, ampak smo kar ponosni. In mi grede, ko že gledate okna, tale so posebna. Zakaj? Ker za njimi ni okna. Ko je Petrič dal dačo prezidati leta 1908, je hotel, da lepo zgleda. Logičen vhod je bil od odzadaj, ampak lep vhod je bil pa s tele strani, zato so tukaj bila vrata postavljena na center hiše, pa je bilo treba malo zidu odbiti in zato je bilo treba tukaj narediti, se delati, kot da je tukaj okno. 6 takih slepih okn imamo na dači, ki samo od zunaj izgledajo, da so, zadaj ni pa nič. In seveda, potem, ko je bila obnovljena tudi strešna konstrukcija, smo se nekoliko oddahnili, to je bilo potem že oktobra 18, slabo leto je trajalo, da je bila ta zunanjost dokončana, ker od takrat dalje je dača absolutno stabilna, pripravljena na naslednjih 150 let. Potem nas je pa čakala notranjost. In v notranjosti je bilo pa na druge načine zabavno. In da vas povabim, da pogledamo tole notranjost naše dače. No, zdaj pa pejmo v notranjost dače. Ruska minuta. Ja, ruska minuta, daca, sì. Imamo še koga zunaj? Ja, še nekoga. Ja. Ampak lahko možem pomagam, da vas bodo čakali, pa da ne boste pridobili tjale na mesto. Čeprav problem notranjosti je bil, da je bila prazna. Potem ni bilo nič. Tudi stopnictega. Ne samo to, ni bilo niti ene fotografije notranjosti iz časa Petriča. Vmes, kot rečeno, se je zvrstilo tukaj nekaj družin, ki so si tukaj pač urejale svoje običajno življenje. In v sodelovanju z zavodom in s precej študija tega, kako so izgledale meščanske notranjosti torej v letih pred Prvo svetovno vojno, smo potem pač naredili rekonstrukcijo posameznih prostorov. Kar se tiče zidov, je bilo razmeroma bolj enostavno vedeti. Namreč v prvih dveh plasteh, torej iz leta 1880 in 1908, so se v vseh glavnih sobah pokazale takele šablonske poslikave pod stropom. In vse te so bile potem prerisane, tako da so dokumentirane na zavodu, ker seveda se ne da vseh rekonstruirati,
če imaš dve v vsaki sobi, ne, potem pač ne moreš imeti obeh hkrati po obnovi tukaj. Enako recimo stropi so bili premazani z več plastmi, barv, lakov in vse mogoče in v kombinaciji toplote in kemije so fantje iz Dnoma to sčistili do originalnega lesa. Ugotovili, kakšna je bila originalna barva, to se je lepo videlo pravzaprav pri zunanji